Hej, Mojca s tabo. Smo že v 13. dnevu, danes 13. Zame res ful fajn številka. Tako da lahko mi napišeš, kaj tebi pomeni 13. Kaj ti vzbuja v telesu, recimo, ali je strah in trepet, ali je to tako magic, a ne? Tako da lahko napišeš v komentarček. Drugače pa gremo z našim večernim ritualom naprej. Torej, včeraj smo pogledali prvi korak, smo se najprej razelektrili, a ne? In me res zanima, če napišeš majčkeno komentar, če pač že kaj delaš na tem, a ne? To pomeni to, kar smo se včeraj govorili, telefona ni, TV-ja ni in tako dalje. Ali ti je to sploh blizu, ali pač ti je vseeno, ne? Tako da lahko malo napišeš. Danes pa gremo naprej. Torej, najprej je super, če se razelektrimo, damo vse elektronske naprave čim dalj od sebe stran in da res se že na ta način začnemo umirjati, pa spet v bistvu nekako na svojo frekvenco, da se nazaj nakalibriramo, ne? Tako v tem smislu. Zdaj pa gremo najprej na telo, a ne? Telo je utrujeno, ker pač včasih imamo bolj lahek dan, včasih imamo malo težji dan, a ne? In telo pač absorbira vse dogodke, vse misli, vsa dogajanja, čustva, to so vse mele v telesu in s tem telo mi zelo pač utrudimo, a ne, ga zakrčimo in je fajn, da mi to sproti, po domače povedano, spucamo. A ne? In če tega ne pucamo, potem imamo pa bolečine, pa zakrčenost mišic, ono trete, pa nalagamo na ramena, pa nas pol vse vrat, pa ramena, pa vse nas boli, pa krče imamo v mečih ali pa kjerkoli pa že. Ravno zaradi tega, ker ne odložimo celega dneva, pač v dnevu, ne? Tako bom rekla. Tako da naslednji korak je definitivno razbremenitev telesa, razbremenitev vseh napetosti v telesu in v bistvu spuščanje vsega stresa. To pa pomeni, da se res znamo umiriti, a ne? In če gremo zdaj najprej na telo, a ne, je fajn, da si vzameš trenutek zase in se greš raztegniti. Enostavno se greš raztegniti in tukaj smo zdaj spet pri razteznih vajah in pa dihalnih vajah, ker to gre z roko v roki skupaj. To pomeni, ko se mi raztegujemo, rabimo res predihavati telo, ravno zaradi tega, da spuščamo v stres iz telesa in vse te tenzije iz mišic, a ne? In to so čist take lahkotne vaje, ne rabiš nič, ne vem, forsirati ali pa karkoli. Važen je, da dihaš s celim telesom. Okay? Tako da, če koga zanima dihanje s celim telesom, v avgustu bo delavnica dihanja v živo, lahko se pa pridružiš tudi online programu. Mi lahko pišeš, pa te dam na čakalno listo, a ne? Tako da, ker pač program zaženem zdaj v jeseni, pa potem spet spomladi, tako da sta dva vhoda in če te to zanima, lahko prideš tudi najprej v živo, pa pogledaš in potem lahko greš naprej online, ker tam se pa res poglabljamo malce dalj časa, a ne? Tako da imamo res kar tako, si vzamemo čas, a ne? Ker 3-urna delavnica ti da nek spektar, ti da širino, potem pa lahko greš naprej, a ne? Tako da, to je to. Skratka, predihati telo in ga raztegniti. Torej, tam, kjer imaš issue,
To pomeni, tam, kjer si zategnjena, pa te vrat, boli pa malo vrat, takole raztegneš, a ne, pa dol, pa nazaj, ali pa ramena, ne, greš dol, pa si ko en tak žirafa, ne, in res narediš te kontrakcije, a ne, z dihanjem. Če boš delala brez dihanja, boš spet zategovala mišice. To je dejstvo in res je treba paziti, da zraven damo dihanje. Ok? Tako da, razelektritev, stretching, dihanje. To imamo zdaj drugi korak, stretching, dihanje. In torej skrb za telo. A ne? Najprej moramo telesu privoščiti spet nazaj na ravno frekvenco, torej razelektritev, in potem ga moramo še osvoboditi dneva in vse, kar smo pobrali, ne, ki se to vse skupaj nalaga na telo, v mišice, in potem se počutiš utrujeno, se počutiš zategnjeno, a ne, v stres tudi ostaja v telesu in ga je treba predihati. In če ga ne predihaš dnevno, to ostaja in pol ti butne, a ne, in pol imaš bolniško, pa ne moreš hoditi, pa imaš išijas, pa ne, vrat me boli, pa ne moram sedeti, in to. Ne, to je vse nega in skrb za telo vsak dan. Mi rabimo to, a ne, in če mu tega ne prvošimo, pa se raje poknemo na tisti kavč, pa gledamo TV, pa nam še naprej, kaj še vse lahko delamo zraven, a ne, in tle smo zanemarili potem telo. In res polagam na srce, začni delati na sebi in svojem telesu vsakodnevno. Ja, ker drugače imamo potem pač malo večje sitnosti, a ne. Pa takrat pa pol je toliko dalj časa rabimo, pa ne vem, če se pol glih spravimo čist fejst k sebi, a ne. Tako da pol se ponavljajo, a ne, te sitnosti, če jih pač ne delamo sproti, a ne. Če mi zdaj, ne vem, nas seka v križu, gremo k zdravniku, nam da zdravila, mi jemo, a ne, ta zdravila, po enem letu prideš glih na vrsto k tistemu fizioterapevtu, in enostavno daš tistih 8 vaj skozi, a ne, in potem spet delaš isto. To glih ne bo ok. Treba je delati konstantno in vsak dan. Ok? Tako da to, kar pač imamo interakcije z zunanjim svetom, jih je treba pač zvečer nekako predihati in jih spustiti iz telesa. Zdaj smo v telesu. Ok? Jutri pa gremo potem še na en korak, in da naredimo pol neko celoto. Ok? Tako da, evo, torej spodbujam te, da danes se raztegneš zvečer in malce predihaš. To je lahko samo 5 minut, ne rabi zdaj biti, ne vem, 1 ura ali pa 2. Ne? Tako da in napiši v komentar, ali ti je to nekako blizu, bi ti to delala, ali pač ti ni, pa greš raje pred TV, pa je to. Ok? Tako da, evo, jaz te srčno pozdravljam in se vidimo zopet jutri. Živjo.